Pozdravljena na mojem kanalu. V zadnjem tednu je na slovenskem YouTubeu ena velika drama, v katero sem peten tudi jaz. In kako se je vse skupaj začelo? Pred 2 tednoma nas je Pero Martić povabil na njegov event, ki se imenuje Vojna YouTuberov. Če ne veste, kaj je ta event je že bil lani, sem tudi jaz z njim sodeloval. Kaj smo delali? Igrali smo eno igrico Flappy Birds, ampak fora tega celega eventa pa je, da se YouTuberi med sabo bojujemo in tisti YouTuber, ko zmaga, pač dobi neko nagrado. Letos pa je bila igra, kjer smo YouTuberi se borili in odgovarjali na vprašanja. Drugače, da vam povem, zmagal je Žerjalta, čestitke. Jaz se nisem nekam daleč uvrstil, ker sem prvo tekmo že izgubil, ampak mi je vseeno, ker sem se šel tja samo zabavati. Pero je povabil več znanih YouTuberov, to sem pa bili jaz, Jure Tršan, Slovensko bodalo, Alenka Troglič je bila, Kaja Solo je bila, pa več jih je bilo, ne bom za vseh omenil, ampak se morate pogledati njegov stream. Med njimi pa je bil tudi Nik Vuga. Njega bom ta video tudi večkrat omenil, ker je on dobesedno skoraj lahko rečem začel to dramo. Mogoče sem jaz začel, ampak iz moje strani je bila bolj fora, on se je pa začel poljokati. Pero in njegova ekipa so se zelo potrudili za ta stream, event je bil v nulo nared. Edina slaba stvar, ki je bila, ki mislim, da je vse YouTubere motla, pa da smo kar dolgo čakali, ampak sem si mislil, veš kaj, ta event je enkrat na fucking leto, pa bom pač dlje budil nedeljo, ne vem, se začel nekaj jokati, motlo me je malo, moram priznati. Zakaj je pa Pero zamudil? Imel je velike tehnične težave, ampak glej, na tehnične težave on ne vpliva, tudi mi ne vplivamo, to se pač zgodi, jebat ga. To, da ga neke vrste razumem, pa sem pač potrpel to nedeljo, kaj zdaj? Vse je šlo super, dokler nisem jaz prišel na vrsto, boril sem se proti Vauxu, Vaux je že imel napad tika, drugače, če niste opazili. Pero mi je drugače tudi za foro rekel, pokaži biceps, ker pač iz fore mu pokažem, koliko joki si se delam, ne. Čakam, da bak čisto, da pokaži biceps, čakam, čisto hodiš na fitness. Pol sem prišel na idejo, čakam malo biceps, mišice, neko tekmovanje in sem se spomnil, da me je Nik Vuga, mene, Slovensko bodalo, pa še več YouTuberov roastal pred leti, nekaj v svojem videu, pa da ne bo pomote. Niti malo nisem bil takrat užaljen, da me je on omenil video, da me je on roastal video, ker vem, da je bila to cela njegova ideja za oglede, logično. In to mene niti malo ne moti. Če bi vas jaz poslušal, ko me zbadate in mi govorite punčka si, dolge lasi, imaš polizanec, gej, LGBT si, ne vem kaj še vse, bi že zdavnaj končal z videa, ampak ogani kaj, niti malo me to ne boli, niti malo me ne s tem užalite, ker to pride z slavo, to pride z denarjem, to pride z ogledi, to pride s tem, da me ljudi poznajo, pač jebat ga, so prednosti in slabosti. In sem prišel na idejo, veš kaj, če je Nik Vuga mene roastal, vem, da je zdaj ful popularno, da se YouTuberi izzovejo na fajte, na boxing meče. Jake Paul se je 4-krat fajta, imel boxing meč, Logan Paul se je tu v Sloveniji, bomo zdaj imeli, bo se Franko Bajc pa Pero Martić se bo ta tepla. Zakaj, ker se sovražita? Ne, ker bo fucking dober event, ki ga bomo vsi 100% gledali. In tudi jaz mislil za foro, veš kaj, bom jaz Nika Vuga call-outno, pa ga bom omenil, pa mu rekel, če se gremo fajtati za foro. Ziher bo nekaj hotel nazaj reči in se bomo pol melili o tem, ne, in bo pač fora za stream. In pol to rečem. Mi bi mogli zritati neki boxing event, da onega, kaj je že, Nik Vuga, da onega ko malega pesa narežem. Če je midget, ja, 23 let je pa veliki je 130 cm, evo te. Štajrci že dela. To bi mogli narediti, ne, to je bilo Čaki malo, to je zdaj, to je bilo nepričakovano. Pa Nik Vuga je na eventu, on gleda to zdaj, ga bomo vprašali, ko bo na vrsti. Jaz sem upal z njim skupaj. Lej. Mogoče je bila beseda midget malo neprimerna. Vseeno sem rekel besedo midget, vem, da ne bi smel. Veš, da ga malo vzbodem, da malo neko reakcijo dobim ven iz njega, ko bo on na vrsto. Ker sem mislil, da je on dosti bolj zabavna oseba, da ni tak mrtva oseba, ne vem, kaj lahko vi njega gledate, ne. Ker on je, pa ne moreš verjeti, to je nekaj bluzi, pred ono kamero vedno sedi, tudi jaz v zadnjih videih, ampak je totalno bad, nima energije, ne. Pol se je pa pizdi, zakaj Pero tam skače, ampak to zdaj ni važno. No, call-outno sem ga na fight, ker sem mislil, da bo imel neko reakcijo. Ampak to je vse show, to je boxing event, ki je show za gledat, da ima folk nekaj za gledat. Zaradi mene, kaj bom šla šah špilat, košarko, ti si normalen, da rejem ja košarko, da jaz tam dankam preko tebe, pa to si ja tako sramotno narediš, da dol padeš. Pri boxing eventu imaš veliko šanso, da me premagaš, dobesedno imaš, ker si veliki močen pubec. In naslednji dan se je fantek jokat pred kamero, kak je bil event za nič in kak ga hoče Jack in the Box pretepst. Stari, velika razlika je v tem, da če te jaz hočem pretepst, ali pa če hočem imeti s tabo boxing event. To je velika razlika.
Pretep, to je tako, da te lahko nekdo na ulici pretepe, pa bodi brez skrbi, da jaz to ne imam prstov niti malo zraven, ker ne smem imeti, prelepo faco imam za to, ne sme se to nič uničiti, punce na to palijo, sorry stari, ne smem te jaz pretepst. Boxing event pa so vseeno neka pravila, ne smem te na tleh brcati, ne smem te tavč na tleh, veš kaj mislim, neke pravila so in je boljše za tebe. To je prva stvar, kjer smo se mogoče narobe razumela. No, pa najlepša hvala, da si me omenil noter v naslovu, ziger so dobil ogromno klikov, si jih, ker mislim, da ima video tak 36,000 dogledov, zdaj ima že moče več, ko zdaj snemam, ampak ni zakaj, to je prva stvar. Druga stvar pa hvala, ker si men prinesel klike. Tada vidiš, youtuberi si pomagamo in to je lih fora youtuberov. En drugemu moramo pomagati, ker slovenski trg je hudo premali, da bi vsem nam ratalo. Veš kaj, jaz pa nisem taka favš oseba in jaz čisto vsakemu privoščim, da mu rata, pa da taki denar dela z YouTubeom, pa sponzori, pa za ne vem v čem vse, da dol padeš. Vsem privoščim, tudi tebi, Nik. In če bomo youtuberi uspešni, ti, Nik, jaz, Jure Tršan, Slovensko bodalo, Pero, če bomo vsi uspešni, bo YouTube scena fenomenalna, vsi bodo samo YouTube gledali. Bodo pozabili na te serije, ko so na televiziji, tega doben več ne bo gledal čez par dni. Veš zakaj? Ker bomo mi vsi uspeli in bomo delali en dober content. Ne bomo pa se jokali pred kamero, pa pluvali en po drugemu, ker te malo pustimo, če mene vprašaš. Drugače, tako sem že jaz rekel, da smo dolgo čakali na eventu. Naprimer, Vaux, s katerim sem jaz tekmoval, je bil taki car, da je šel Perotu v ZS, torej privat sporočilo pisati. Alo, Pero, daj prosim naslednjič malo skrajšaj event, da ne bomo čakali 4 ure, ker smo res predolgo čakali. Vidiš, to je det, da ti reš ga na privat mu lepo napisati, kaj lahko izboljša, pa kaj je dobro naredil. Ne pa, da grem pred kamero, pa začnem. Včeraj je bil moj najslabši dan, čakal sem na event 4 ure, hodil sem iti spat ob 8 zvečer, potem ko sem pojedel čokolino, stari noben ga ne zanima, ne joči se pred kamero, napišimo to v ZS, ko pravi det. Če smo pa že pri tem, kaj se ti joka, da event ni bil v redu, te je kdo prisilil, da moraš priti na event? Pero je drugače povabil same najboljše youtubere, ampak je tebe povabil? Ali si se ti bolj sam povabil? On je meni rekel, da pride na event. Dobesedno, jaz sem že imel vse youtuberje in on mene klikne in reče, da je še mene na event. Zamisel si to, brat. Mislim, kjer dvolična, što moraš biti, pol. Tako je vse Pero rekel. Tako da ti si šele imel šanso, da ne bi prišel na ta event, ampak tvoj izgovor je, da si ti šel zaradi tvojega kolega, ki je bil med tistimi youtuberji, ne vem kaj si sodeloval kaj pri eventu, sta skupaj bila v igri noter? Ne, ti bi drugače tvojega frenda lahko podpiral, tudi če bi bil noter v Discordu in ne bi bil povabljen na event. Ampak ti si seveda valjda se hotel pokazati in narediti pol neko dramo. To je bil tvoj celi plan, sigurno. Ker ti si samo čakal, kdaj bo ena mala napaka, da šla ti pol posnel video, not na fopal 60 reklam, nekaj zaslužil, ker vse kaj ti vidiš, je tako valjda denar pa favšijo. To je dobesedno ista fora, kot da jaz organiziram neko zabavo, pa povabim tvojega frenda, pa pol ti rečeš, daj, še mene povabi, da se ma s frendom za roke držala, ko Matjanot prišla. Po pa priješ ti na moj party, naslednji dan pa me pluvaš, kak ni bilo pičk, pa kak ni bilo alkohola. Pa stari, pa kdo te je sploh povabil? Drugače, Nik Vuga, jaz tebe ne sovražim. Jaz tebe v real lifeu ne poznam. Jaz te poznam samo pred kamero. Ampak kaj, lahko si mogoče fake pred kamero. Jaz tebe v živo ne poznam, to te ne bom nekaj judgeal. Tudi ti mene moraš nekaj preveč judgeal. Ti vse, kaj si lahko narediš neko malo mnenje o meni, ki me poznaš preko kamere. V real life, če se bi pa miva sedla, bi pa bilo po moje čisto drugače. Tako da to ni hate video, to je samo neke vrste očisti moje ime, ker so pol meni pravili tvoji, mislim, en je bil 8 let star, pa en je bil 10, da me bo ta narezala. In sem se preveč strašil in sem rajši naredil video, da si očistim ime in da me več ne boste tepli. Če gremo zdaj malo analizirati tvoj video, kjer si reaktal na ta stream. Ena stvar, ki sem opazil pri tebi, ko si reagiral na ta stream, je, da imaš hudo rad denar. Da ne bo pomote, vsi imamo rad denar. Jaz, tvoja ata, čisto vsi imamo rad denar. To je logično. Denar je sveta vladar, rečejo. Ampak nisem pa vedel, da si tako hudo favš drugim, da služijo denar. To si pa nisem predstavljal. Ampak mislim, da je kar logično, ker živimo v Sloveniji. In vemo, kaj pravijo na Slovenijo. Če bi favšija gorela, bi gorela cela Slovenija. In dobesedno je res, Nik Vuga, ti si dober primer. Ker dobesedno ti si enih 15krat omenil, kak Pero Martič služi, kak ti čisto nič nisi dobil, čeprav si se sam povabil, kak on si denar pobere, kak imam jaz sponzore, pa denar služim. Stari, tudi ti lahko imaš sponzore, ampak veš kaj, lahko je govoriti, kak nimaš sponzorov,
Ni to carsko, veš, ker težje je dobiti sponzora, kot pa da jih nimaš. Verjami mi, 99% youtuberov nima sponzorov, tisti 1% jih ima. Toliko o tem, ko sem pravil, kako si moramo en drugemu pomagati, da bomo vsi skupaj gor rasli. Veš zakaj? Če bomo vsi skupaj gor rasli, pa bomo vsi imeli 50 sub, eni več, eni manj, bomo vsi hudo lepo služili. Tudi ti njih boš lepo služil, ker vem, da ti denar hudo lepo diši in to si fajn pokazal v tvojem videu. Kaj ti pa ne diši, da drugi dobivamo denar? Pero Martić dobiva donacije, so bile itak donacije, dobiva donacije, me dobu 10 jurjev od donacij, daru za donacije, ker skozi dobiva donacije, kaj donacije dobiva, tip dobi donacijo in Pero donacije, par jurjev donacij, pa o moj bog, donacije grem, samo v teh donacijah. Daj mi raj denar hudičen. Drugače, Nik, če rabiš neko finančno podporo, ne raj zdaj video objaviti, pa not nafopati 60 reklam, pa pluvati po Pero Martiću, pa po meni. Tega ne rabiš narediti. Vse, kaj narediš, je, napišeš mi na Instagram in ti bom kot 17-letnik, ki ima nekaj sponzorov, ki nekaj že zasluži, pomagal. Z velikim veseljem. Veš zakaj? Ker si moramo pomagati. Tale Jack on the Box, polizanec glavo, gleda, kakor da je direkt iz krave zlezel s to frizuro, govoriti tudi ne zna, egoistično cel cajt. Da sem polizanec, to še nisem nikoli slišal, ampak veš kaj, dobra fora, stari. Tip se sam dere cel cajt, to je vse, kar zna. Ampak ja, poznamo te 3 ljudi, ti si mrtev, Pero je pač ful živ, kaj zdaj? Ampak tebe ne moti, da bi bil Pero Martić tako hudo hiperaktiven v real lifeu, ko se bi s tabo menil. Tebe moti, da je on tako hiperaktiven, ko dobi denar, ko dobi donacijo. Veš zakaj? Ker ti ne dobiš te donacije. Ti si na primer rekel, da ti tudi dobiš donacijo, pa se samo zahvališ. Zahval se kakor normalen človek, rečeš hvala, ne vem, mogoče malo več poveš. Veš kaj, velika razlika je 8 evrov donacija, tvoja največja donacija, pa donacija 250 evrov 3-krat. Velika razlika. Ampak po resnici povedano, jaz bi bil za 5 evrov donacije vesel, pa bodi beski mi, da mi v mojem bančnem računu ne je bila neka velika razlika. Tudi v tvojem ne je bila taka velika razlika, ampak čisto za vsaki evro moramo biti hvaležni, ker to dajo ljudje iz svojega lastnega žepa, za katerega delajo. Ampak 250 evrov pri Pero Martiću, eni to ne naredijo niti v enem tednu trdega fizičnega dela na mrzlem na gradbišču. Teda prosim, ne nasejoči, če nekdo več znala zasluži kot ti, bodi hvaležen, da si dobil donacijo za 8 evri in se veselo zahvali, ampak veš kaj, Pero je pač dobil 250 evrov, pa se malo bolj veselo zahvalil kot pa ti, ker ni tak mrtvi človek. Tudi jaz bi 100% enako reagiral, sem dobil enkrat donacijo 25 evrov, pa se ne tudi drl. Veš zakaj? Ker je bila kar velika donacija. 25 evrov je 25 evrov, sorry stari. Ti si bil seveda edini youtuber, ki je javno povedal, da hočeš še imeti to plačano. Daj mi raj denar hudičen. Ti si dobesedno čakal, da boš ti lahko dobil plačano od Perota Martića, ker Pero Martić bo zaslužil 8000 evrov na tem streamu. Vso delo je on naredil, njegova ekipa, 10 ljudi je mogel najeti in jih tudi plačati, da ne pomote, pa 6 ur je tam stal pred streamom, pred kamero in je mogel biti zanimiv. Tudi če po tvojem mnenju ni bil zanimiv, je pa enim bil zelo zanimiv, ker so mu donirali in so ga tudi podpirali s tem. Teda nekaj že dela prav, če mu folk donira in ne bodi fucking fauš. Tudi ti boš enkrat na tem levelu, ko je Pero Martić. Verjami, upam, da boš. Da se potrudi, ne toliko hejtaj folka, da boš ti enkrat na takem levelu pa služil taki denar kot on. Verjamem v tebe, stari. In če gremo za malo nazaj k boxing eventu. Rekl si to. Življenje je prekratko, da bi se v prazno tepil za nič denarja. Ok, ti spet hočeš nekaj zaslužiti ven. Stari, zaslužek ne pride kar tak. Ti na primer kot influencer, kot youtuber, kot instagramer, ne vem kaj vse si, ti moš rast in tako, ko boš rastel, tako boš dobival plačano. Vedno više boš, vedno več boš dobil plačano. In to rabiš nekaj cajta. Vsi mi nismo dobili 30 subov v enem dnevu. Dobesedno nismo. To smo več let snemali. In mišlja, sem jaz dobil plačano pri 10 subi? Nisem. Tudi fehtal nisem za denar. Ampak da meni nekdo ponudi boxing event, kjer se jaz izpostavim, kjer jaz dobim followere, kjer se jaz pokažem pred celo Slovenijo, verjami, da je pol na koncu neki sponzor prišel, tebi na primer ali pa meni, pa bi neki denar zihe lahko zdaj pokasirala, če ti je že denar tako hudo pomemben. Pa non-stop si govoril, kako ima Pero Martić, pa jaz neke osnovnošolske fore. Tale Jack on the Box, polizanec glavo, gleda, kakor da je direkt iz krave zlezel s to frizuro. Ti se poslušaš. Kar sem tudi opazil, ne samo da te moti, da Pero služi denar, pa da dobiva donacije, pa sponzore. Moti te, da tudi jaz dobivam 17-letni fan, da nekaj zasluži preko YouTubea, to kar rad dela. Ni lepšega, stari, ampak tudi to si fauš, pa
Zakaj? Jack on the Box ima itak vsak video skoraj sponzoriran, ker izdega drugega ne gleda, kakor da ima skiro, pa o moj bog, skiro ima lučko. Pač otrok brez pameti, ki ne ve, kva govoriti. To veš, da sem jaz bil star 12 let, ko sem reviewal skiroje in to so bili zelo dobro gledani videi, to so imeli po 60.000 ogledov videi. Ampak ti dobesedno si zdaj roastal 12-letnega fantka z dolgimi laseki, ki je nekaj zaslužil. 12-letnemu fantu si favš. 12 let sem bil star, pa že takrat sem bil večji kot ti zdaj. To se vse pokonekta, zato si mi favš. Rekel si pa tudi, da Pero Martič dobi bonera, ko nekdo omeni dramo. Pero Martič ima zdaj itak trd kurac, sam da je človek drama omenil, ker on itak drugega sploh ne sliši. Ja, okej, ti pa dobiš bonera, ko nekdo omeni donacije, pa da boš ti nekaj zaslužil. Stari, trdi si, čutim te preko kamere, verjami, da nočem. Da se spet malo vrnemo k boxing eventu. Kaj, če ti dam jaz drugo ponudbo? Poslušaj me. Imeli bomo več sponzorjev, ampak celi denar od sponzorjev, tistih par jurjev, pride točno tebi v žep. Komu pa zdaj stoji, ha? Bi to sprejel? Nekaj bi zaslužil, stari, ne nekaj, kar dosti. Vidim te, kak vohaš preko kamere zdaj, mrš. To pa je zdaj true story, tako dobesedno, ni vuga, to se pa zdaj ne zezam, kam zdaj povedal. Nobenega od mojih frendov ali pa od nekih bližnjih ne poznam, ki bi tebe gledali na YouTubeu. To ni hejt. Ti imaš svoje gledalce, imaš 20.000 ogledov na video, 30.000 ogledov na video, to imaš ti nekaj tvoj community. Jaz nobenega ne poznam, ki bi te gledal. Drugače pa poznam eno osebo, ki te gleda in to je moja sestrična Živa. In zdaj pa no joke gledalci. Ona mi je rekla, da je Nik Vuga njen najljubši YouTuber. Jaz sem se prav smejal, ko mi je to povedala. Sploh nisem vedel, kako njega pozna. Ampak veš, koliko je ona stara? 7. Ampak ko mi je to rekla, ko si ti ful hitro rasto, je bila stara 5 let. 5 let je bila stara. Medtem, ko je ona kekse jedla, je tebe gledala. Te veš, da je tvoje hece razumela, ne? Zraven tega boxing eventa sem pa prišel na še boljšo idejo po tvojem videu, ko si ga objavil. Ker si rekel, da tu nič ne dela, da Pero nič nam ne da, sem prišel na idejo, kaj če ti narediš en taki event, lahko je malo slabši, rečemo, ne? Ker vseeno bo tvoj neki prvi event, in nam vsem razdeliš denar od tvojih donacij. Pol si že naredil novi video in ti ne načinjaš drame. Ampak kaj bo v onem videu najbolj smešno je ta izjava. In jaz nisem rekel, da sem ljubosumen, da sem jezen, zato ker ti donacije dobivaš. Si ziher, stari? Pero Martič dobiva donacije, so bile itak donacije, dobiva donacije, me dobu 10 jurjev od donacij, daril za donacije, ker skozi dobiva donacije, kaj donacije dobiva, tip dobi donacijo in Pero donacije, par jurjev donacij, pa o moj bog, donacije grem, samo v teh donacijah. Daj mi raj denar hudičen. Tada ne vem, zakaj ste bi subali na njega, ker človek je tako hudo favš, ampak veš kaj, subajte se na njega, ker mu fucking privoščim subscriberje. Ker sem dobra oseba in ne boš rekel, da sem egoist, ker jaz vseeno nisem izseljeval druge, da mi plačajo denar in delal videa in dal 40 reklam noter in se jokal, da mi noben nič ni plačal. Nisem taka oseba. Ja, ziher pogledam na svoj rit prvo, da lahko za druge poskrbim, ampak veš kaj, v tem primeru ne bom. Vsi se subajte na Nika Vugo, prosim, pa valjda na mene. Veš kaj, Nik, en drugemu moramo pomagati, ker smo fucking frenda. Ja, to sem se jaz odločil, če mi plačaš. Pa drugače, polizanec Jaka ni naredil tega videa zato, da bi hejtal Nika Vugo. To je moja zadnja stvar, zakaj, ker si hočemo en drugemu pomagati. In brez veze je, da Nika pač zdaj nekaj tu buljam, pa ga nekaj hejtam, ker bi ga lahko, sigurno bi ga lahko. Sem že parkrat se ustavil medtem, ko sem zdaj snemal video, da ne kaj preveč grdega rekel, da ne bi se spet začel jokati, pa spet video snemal in se to pol nikoli ne bi končalo. Ampak zakaj snemam ta video? Zato, da vam nekako objasnim svojo plat zgodbe, da boste mene razumeli, kaj je bil moj namen, to, kaj sem rekel, da ga bom razbil kot malega pesa, za ta boxing event in da tudi ga malo umirim, da naj se pač ne joka, da bo dobil enkrat denar, da bo enkrat služil lepo, če pač zdaj ne služi. Stari, vsi smo bili enkrat na tvojem levelu, vsi smo enkrat nič evrov dobili, vsi smo enkrat 100 evrov dobili. Zdaj smo pač na večjem levelu, malo več zaslužimo, ampak si nismo favš. Veš kaj mislim? Privoščim ti dosti uspeha, privoščim ti vse najboljše v tvoji karieri, upam, da še kdaj posnameš video o meni, ker dobivam vse, dobivam denar. Jo, to ne smem omeniti, zdaj boš spet video o meni posnel. Drugače, to pa je bilo vse današnji video. Subscribajte se na ta kanal, subscribajte se na Nika Vugo, da ne bo spet jokal, pa snemo video o meni, ker tega res ne bi rad, ker že postal malo depresiven, ko mi je rekel polizanec pa to.
idite na moj Instagram in TikTok profil Jack on the Box Slow, subskrbite se na kanal in najlepša hvala za ogled tega videa. Se vidimo!